Ko pričakujemo, da boste opravili dobro nalogo, spoštovani pripadniki Slovenske vojske, se vselej takrat, ko stojimo pred vami, ko odhajate na pot, sprašujemo tudi, ali smo mi, vlada, država na drugi strani, kajti tudi mi smo na nek način postrojeni pred vami, ali smo mi sprejeli čisto vse ukrepe, ki so bili potrebni za to, da bo vaša pot, da bodo vaše naloge opravljene na način, kot to pričakuje naša politika, mednarodna politika in pa predvsem prebivalstvo v Afganistanu. Ko boste prišli v Afganistan, boste sestavni del velike zavezniške operacije. Delali boste skupaj s pripadniki 49 držav. Sestave različnih enot, v katerih boste, seveda ne bojo tako pisane. Vi boste najbližje delovali skupaj z pripadniki ameriške vojske, s katerimi ste se tudi skupaj urili. Boste zelo tesno sodelovali s pripadniki italijanske vojske in še z mnogimi drugimi. Toda zavedajte se, da s komerkoli sodelujete in je pripadnik zavezniških sil, vsem vam mora biti vedno ključen cilj to, da pomagate k stabilizaciji in varnosti te nesrečne države. In da temu prispevate tako, da spoštujete ljudi, civilno prebivalstvo in da spoštujete tudi tiste, ki jih boste urili. Kajti tudi pripadniki afganistanske vojske napredujejo. Tudi oni se razvijajo. Morda je raven njihovega vojskovanja drugačna. Morda je razumevanje in način delovanja drugačen od tistega visokega profesionalnega pristopa, ki ste ga navajeni vi. Toda vi boste svojo profesionalnost pokazali tako, da boste tudi ljudem, ki manj znajo o vojaških stvareh, znali razložiti in pokazati, kako deluje moderna vojska. In prosim vas, nikoli ne pozabite povedati, da moderna vojska ne deluje samo tako, da zna vse vojaške veščine, ampak deluje tudi tako, da zna ob naravnih nesrečah in drugih težavah, ki jih narod ima, stati ob strani svojim ljudem. Tako kot znate vi stati ob strani svojim ljudem tu doma v Sloveniji takrat, ko imamo naravne nesreče in takrat, ko se zavedamo, da je treba poskrbeti, da se je treba pripraviti tudi na nacionalno varnost. V vašem kontingentu so civilni strokovnjaki. V vašem kontingentu je zdravnik. In je še marsikdo, ki bo znal, ki bo mogel, ki bo zmogel odpirati vrata v srca ljudi, zaradi katerih je vsa ta naša naloga tudi potrebna. Upam, dragi pripadniki 15. kontingenta, da boste znali vi in predvsem vaši poveljniki z vso modrostjo, ki jo imate in razumom, opraviti naloge dobro, uspešno, strokovno, pošteno in moralno visoko. Pričakujemo to od vas, zaupamo vam, verjamemo, da to znate in zmorete in vemo tudi, da naloga sploh ni tako enostavna, kot se morda tu iz varne Slovenije ta hip še zdi. Govori se o opremi, ki naj je ne bi bilo, mi pa vemo, da bodo vaše življenja, da bo vaše zdravje v veliki meri odvisno prav od ustreznosti, tehnične učinkovitosti in pravilne opremljenosti vas in vseh vaših sodelavcev. Upam in želim, da bo vsa oprema, ki jo boste imeli s sabo in ki jo imate že tam, služila temu, da boste varno opravljali svoje naloge. Vašim svojcem, družinam želim, da bi skupaj z nami znali potrpeti ta čas, ko vas ne bo. Mislili bomo na vas in tudi družine bojo mislile na vas. Vedite, da se dobro zavedamo, kako veliko breme zdaj, v tem trenutku, prelagamo na njih. Oni vedo, kako je biti brez vas. In
Zahvaljujem se jim že sedaj, vnaprej, za vse žrtve, ki so jih tudi vaši svojci, člani vaših družin pripravljeni sprejeti za to, da boste vi dobro opravili naloge v Afganistanu. Srečno pot torej, bodite dobri, bodite ponosni, bodite moralni in bodite verodostojni v vsem. Tudi v tistem, v čemer včasih doma tega ne znamo jasno povedati. Pa vedite, v srcu vas imamo.